vse, kar smo prej počeli, bomo zdaj strnili v eno sorazmernostno pravilo. Sorazmerje je trditev, da sta dve razmerji enaki. Splošno sorazmerje napišemo v obliki a v-b je c v-d ali pa a proti b je c proti d. Zdaj, kakšna je razlika med sorazmerjem pa razmerjem? Če samo tole napišemo, ne, to je razmerje, tole je pa vse skupaj, ko je eno razmerje enako drugemu, sorazmerje, ker sta dva razmerja skupaj. Saj ni neke, to tako že intuitivno mi delamo, tako da tako ne boste rabili tega dobesedno napisati. Samo mogli boste pri teh nalogah uporabiti, ne, tako da nič ne skrbite. Se pravi, sorazmernostno pravilo pravi, če velja razmerje, da je a proti b enako c proti d, potem lahko to rešimo tako, da pomnožimo, da je a krat d enako b krat c. Tako smo preverjali tudi, če sta ulomka enaka, ne. V glavnem, kaj si moramo zapomniti, je, križno pomnožimo ta dva razmerja. Nekateri ta razmerja rešujejo tako, tole pomnožimo tole, tole pomnožimo tole, vse to zmešamo in potem dobimo ven x. Jaz s tem ne bi komplicirala. Ulomke smo se lepo naučili, lepo smo se naučili ulomke, zato bomo vedno zapisali kot ulomek in bomo rešili enačbo, ki nastopa. A ne? Tako. Ponavadi bomo imeli nalogo tako, da si bomo lahko razmerje napisali, potem nas bo pa zanimala ta manjkajoča količina. In namesto, da bi zdaj upoštevali neko križno zadevo, bomo mi tole zapisali kot ulomek. 4 proti 7 je 4 sedmine, je 6 proti x, je 6 ulomljeno z x. Do tule vsaj pridite, preden mi križate ali pa karkoli, notranji, zunanji, vse to pišete kamorkoli. Seveda, če znate na pamet to, kako se dela, dajte. Vedno lahko, po matematično-pravilni poti vedno lahko delate in tudi, če imate kakšne inštrukcije, ki vam tako rečejo, lahko. Matematika je fleksibilna, ampak jaz vam res priporočam, da si date v ulomek in kaj zdaj naredimo. Zdaj tukaj lahko križno pomnožimo, 4 krat x, pa zapišemo sem, je 6 krat 7. To je zdaj križni račun, ki smo ga uporabili. 4x je 42, delimo 4 in dobimo x, manjkajoči x je 42 četrtin oziroma še pokrajšamo, to je 21 polovic. Tako. Se pravi, prosim, dajte v ulomke. To res nasvetujem. Zdaj pa dajmo še prvo. Nalog rešiti. Primer 1. 3 kilograme jabolk stane 216 sit. To je še stara naloga, kaj že dolgo učim. Koliko stane 11 kilogramov jabolk? Nekako primerjali bomo razmerja med jabolkami pa ceno. In recimo, da zdaj to zapišemo. 3 jabolka stanejo 216 sit, 11 jabolk stane pa x. Na primer. Lahko tako. Paziti morate, da imate vedno razmerje napisano tako, da so tukaj siti, zgoraj recimo jabolka. Ali obratno bi tudi šlo, kakorkoli. To je ena možnost. Druga možnost je pa, da date jabolke obojne na to stran, pa site oboje na to stran. Tako, ko boste brali nalogo, se boste odločili. Saj bomo enih par še rešili, pa boste videli, da je čisto vseeno, ne, kako da. Zdaj pa to križno pomnožimo. Dobimo 3 krat x pa 11 krat 216, ker imamo tukaj krat 3, delimo s 3, x je
11 krat 216 lomljeno s 3. Tukaj že lahko imate kalkulatorje, zato lahko to na kalkulator izračunate. Drugače bi pa tamle 216 delili še s 3, malo pokrajšali, ne, ker je deljivo, pa bi dobili. In vse skupaj pride 792 sit. Če bi bili evri, bi pa to bile ene zlate jabolke, ne. Okej. V vzorcu 400 izdelkov so našli 14 okvarjenih kosov. Koliko okvarjenih kosov pričakujejo med 3000 izdelki? Se pravi, zdaj nastopajo izdelki, pa okvarjeni kosi. Pa spet izdelki, zanima nas pa okvarjeni kosi, ne. In zdaj vzamemo. Če smo imeli 400 izdelkov, je bilo 14 pokvarjenih. Če bi pa vzeli 3000 izdelkov, koliko bi bilo pokvarjenih, ne? Zdaj smo šli po istem sistemu kot prej. In spet križno pomnožimo. Dobimo 400 krat x je 3000 krat 14. Tukaj imamo krat, zato delimo, da dobimo na drugo stran enačbe in dobimo x je 3000 krat 14 lomljeno za 400. Dve ničle lahko pokrajšamo, to tudi tisti, ko malo slabše računamo, znamo, ne. Zdaj pa še 30 krat 14 je pa deljeno s 4 je 105. Med 3000 izdelki bo 105 pokvarjeni. Seveda pri takih nalogah pišite zraven tudi odgovore. No, evo, to je bilo ravno, ko smo malo prehajali na evre. Se pravi, 1 evro je bil 240 sit. Koliko evrov bi potem bilo 450 sit? Pa poskusimo zdaj dati evre pod evre, pa sit po sit. Recimo, če imamo 240 sit, na drugi strani pa 450 sit, potem je teh 240 1 evro. Koliko evrov je pa zdaj tule? Pomnožimo. Zdaj sem spet tako naredila, ne, da je x od spodaj, rada bi vam pokazala, da je x od zgoraj. No, dajmo še enkrat tegale. Dajmo še enkrat, da vidite, da je res vseeno, kako nastavimo, ne. Recimo, 1 evro je 240 sit. Zdaj pa, koliko evrov je 450 sit? Lahko bi pa bilo tudi drugače, ne, da tako smo prej nastavili, bi prišli čisto isto. Lahko za domačo nalogo še pa tisto poskusite. Pa spet pokrižamo. 1 krat 450 je 240 krat x. Tako. Da dobimo samo x, delimo z 240. Seveda jo bomo zdaj dali na to stran. 240 je x. In zdaj to zračunamo. 240 deljeno z, pardon, 450 deljeno z 240 je x je 1,88 evra. Jaz sem tu dobila 1,875, pa smo zaokrožili navzgor. Zaokroževanje bomo še imeli, ne skrbite. Pa še primer 4. Kos kabla, ki je dolg 80 centimetrov, tehta 7 dekagramov. Koliko metrov kabla je v svitku, ki tehta 2,8 kilograma? Tu imamo težave, ker sicer imamo dolžino kabla, ampak tule je dolg 80 centimetrov, tu nas pa zanima metri kabla. In tudi teža je problem, ker tukaj tehta 7 dekagramov, tukaj je pa 2,8 kilograma. Treba je spremeniti enote, tako da bojo enakomerne. Pa dajmo recimo
dolžino. Če imamo zdaj dolžino 80 centimetrov in ker rabimo, koliko metrov kabla je v svitku, potem dajmo to zdaj v metre. 1 meter ima 100 centimetrov, se pravi, to delimo za 100 in dobimo 0,1 metra. Potem imamo še pa maso 7 dekagramov. Ok, zdaj pa 1 kilogram ima 100 dekagramov. To pomeni, koliko kilogramov je zdaj tole, 7 deljeno z 100, 0,7 kilograma. In zdaj, ko imamo te enote, oziroma ko imamo vse enake enote, lahko spet isto naredimo, kot smo prej. Zdaj, glede na to, da so isti pretvorniki 100, bi bilo še v bistvu isti rezultat, če bi kar pustili vse primerne. Ok, dolžina, recimo kabla. Pardon, tule imamo 0,8. Ja, ok, se pravi, dolžina kabla 0,8 proti njegovi teži 0,07 je isto kot neka neznana dolžina metrov kabla in tehta 2,8. Tako, to so pa že zdaj kar take številke, kako bi rekla, ki so take za kalkulator, ne. Pomnožimo križno. Zdaj bom pa tako tale najprej, pa ne bom, 8,8 krat 2,8, se pravi 0,8 krat 2,8 je 0,07 krat x. Delimo z 0,07, da damo na ono stran. Tukaj sem zdaj vam že verjetno na pot, ne. Bomo tule nadaljevali. Takole. In dobimo 0,8 krat 2,8 polomljeno z 0,07 je x. Zdaj damo pa vse tole v kalkulator. 0,8 krat 2,8 je deljeno z 0,07 je, in ne boste verjeli, zelo lepo se izide, 32x. Gledamo, kakšen je odgovor. Koliko metrov kabla je v svitku, se pravi, v svitku je 32 metrov. Vsepovsod, pozor, vsepovsod je potrebno imeti odgovore. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!